V športnem parku v Slovenski Bistrici se bo v torek 25. aprila izpisala nogometna zgodovina, kajti v slovenskem pokalu, torej v polfinalnem nastopu, bodo v Slovenski Bistrici igrali nogometaši Maribora. Nogometni klub iz Slovenske Bistrice s ponosom in umirjenostjo pričakuje torkovo polfinale slovenskega pokala z najtrofejnejšo slovensko ekipo Mariborom. Polni športni park, ki še doslej ni bil nikoli tako nabito poln, je zagotovilo za popolni nogometni spektakel na štajerskem koncu ljubiteljev okroglega usnja. Temperatura med vsemi akterji z domačega kluba pa raste iz minuto v minuto. Najbolj bodo na udaru prav nogometaši, ki bodo začeli zgodovinsko tekmo. Zadnja ovira za odlične mariborske nogometaše bo 19-letni vratar Primož Friedrich. Ja, zelo pozitivno, samozavestno. Mislim, da kot ekipa, da bomo delovali zelo dobro proti taki ekipe. Si se kdaj misli, da boš lahko tukaj v Slovenski Bistrici branil proti takšnemu napadalcu, slovenskem natancu, kot je Vipotnik pa Iličić, ki bodo proti tebi streljali? Nisem si mislil, ampak se veselim. Trdo delo na sredini igrišča čaka Roka Maherja, ki je že v svoji igralski karieri že zaigral za ekipo Maribora. Pa zdaj res je, da je to tekma neka več, polno bo ljudi, neki za ene fante bo to res izkušnja, ampak treba iti vsako tekmo isto z željo, da zmagamo. Domen Zajšek, okrepitev Bistrice v spomladanskem delu prvenstva, bo moral pokazati vse svoje nogometno znanje, da čim bolje zaustavi mariborske napadalce, v prvi vrsti pa najboljšega strelca prve lige Žana Vipotnika. Ja, to je za vse nas skupaj, za klub, za ljudi, ki hodijo nas gledati, sem velika nagrada. Mi bomo dali vse od sebe in upali na najboljši izkupiček, to je, da se mi uvrstimo naprej v finale pokala. V strokovnem štabu na čelo z glavnim trenerjem Goranom Stankovićem pa dobro vedo, kako se igrajo pokalne tekme. Bistriški strateg je z ljubljansko Olimpijo pred 2 letoma preigral pokalno lovoriko. Pa dobro, jaz lahko rečem, da smo mi razbremenjeni. Mi nimamo kje izgubiti, že prišli smo med 4 ekipe v Sloveniji, tako da je to že velik uspeh. Pokalno tekmovanje, to je ena tekma, vse je možno, normalno v Maribor. Veličina slovenskega nogometa oziroma so favoriti, ampak imamo pa neko prednost, igramo doma, tako da vse je možno. Vsekakor pa bo nekaj novega tudi za igralce, veliko število gledalcev in pravi spektakel, ki se obeta v tem dogodku. Jaz sem vesel, največ zaradi igralcev, pa zaradi uprave kluba, zaradi mesta. To je pač nek dogodek. Jaz verjamem, da bomo dali vse od sebe in na koncu, karkoli bo, ne smemo biti razočarani. Pokalno polfinalna tekma pa je tudi velik organizacijski zalogaj, za katerega v prvi vrsti skupaj s sodelavci skrbi predsednik kluba Vito Martinčič. Jaz mislim, da fante si zaslužijo to tekmo, imeli so zelo dobro sezono, so zelo dobro motivirani, so izredno mlada ekipa in iz srca jim privoščim v bistvu taki dogodek, ker v bistvu taki dogodki se zelo redko dogodijo recimo športnikom v življenju. Veliko pa je bilo tudi za postoriti za to tekmo. Ja, mislim, moram reči, da v bistvu to je dejansko tekma na evropskem nivoju, tudi glede organizacije. Bo neposredni ponos po šport klubu, na drugi strani bo VAR tehnika in infrastrukturni organizaciji, ki je bilo ogromno priprav na tekmo. Tu se jaz zahvaljujem občini Slovenska Bistrica in Zavodu za šport Slovenska Bistrica, ki so dejansko pristopili zraven in omogočili v bistvu, da se ta tekma lahko izvede. Je pa bilo glavnina našega dela v bistvu tudi z varnostnega področja, ker ta je tekma velikega tveganja. Karte so pošle v bistvu že skoraj preden, ko smo jih dali predprodajo. V tem trenutku je mogoče še tam 80 do 100 stojišč med domačimi igralci, med domačimi gledalci, drugače pa celoten sektor je razdeljen v bistvu na 3 dele. Eno je tribuna, glavni del tribune z sedišči in stojišči, potem je center za viole in potem za domače gledalce. Bo vse skupaj video nadzor, kot to sem rekel, je v bistvu tekma visokega tveganja, bo zelo dobro pokrita z varnostno službo, z redarji in dejansko tudi 3 specialne enote policije, katere bodo zagotavljale, da bo tekma in vse okoli tekme potekala v mirnem in da naj bi to bil nogometni praznik.
Še tole, kaj čaka gledalce, razen Iličiča, Vipotnika, Milca, tukaj na tej zelenici, še kakšen program zraven, kaj bo med polčasom pred tekmo? Ja, moram reči, da je izreden odmev za strani širše javnosti in javil se je iz Londona tudi Aljaž Korjanec, ki je v bistvu v tem trenutku snema dokumentarni film v Sloveniji, kot ena velika BBC zvezda, bo prišel na dogodek, popestril dogodek, tako da ne bo samo v bistvu to kot nogometna tekma, bo dejansko prezentacija in tako se neko nogometni praznik in tudi sama tekma se bo zavlekla pozno v noč, sponzorji so prispevali v bistvu in jedačo in pijačo, tako da bilo zelo veselo in jaz mislim, da je bilo škoda, da bi Bistričani to izpustili. Tudi tisti, ki niso dobili karte, jaz predlagam, oglasite se po tekmi, naredimo skupno veliko veselico in veselimo se recimo takega dogodka, ker jaz mislim, da zelo bližnji prihodnosti tega, ali pa daljni prihodnosti tega ne bo. Na tem območju jaz mislim, da še do zdaj ni bil poln stadion za prvenstveno oziroma za to pokalno tekmo, se pričakuje, da bo okoli 1800 gledalcev organiziranih v samem kompleksu in še okoli tudi tega kompleksa. Pravim, je pa dejansko direkten prenos po televiziji, bojo video reklame vse skupaj in tako da bo celoten dogodek gledalo po prezentaciji ali pa recimo po informacijah športkluba nekje 250 do 300 tisoč gledalcev.